1599 pisem skritih želja otrok, ki živijo v težkih razmerah in prav toliko daril. Trem zimskim botrom je skupaj s pomočniki uspelo stkati zgodbo solidarnosti, topline, dobrosrčnosti. Prav danes pozno popoldan so jih na ljubljanskem kopališču Kolezija zlagali, da bo jutri vse nared, ko jih bodo odpeljali do centrov za socialno delo po vsej Sloveniji. Česa so si želeli otroci iz socialno ogroženih okolij? In gremo kar takoj na kopališče Kolezija, kjer je z nami Alija Brumat, trije zimski botri, pozdravljeni. Povejte nam, seveda najprej čestitke za uspešno zaključeno akcijo. Zavidljiv kup daril se je nabral. Kakšne so bile letos, povejte nam, želje otrok? Ja, dober večer. Želje otrok so že kar nekaj let zelo različne, od tistih malo vrednejših pri starejših otrocih, kjer si otroci predvsem želijo nekih oblačil, obutve, zunanjih za zunanjo podobo, do tistih čisto osnovnih, ko so, ne vem, neki prigrizki, sladkarije ali pa nogavice in spodnje perilo. Ste v vseh teh letih, začeli ste leta 2013, opazili razlike v tem, potem, česa si otroci želijo? Kako gledate na to? Bom rekla, da se mogoče, da razlike opažamo predvsem v različnih starostnih skupinah. Starejši otroci si želijo biti sprejeti med vrstniki, torej si želijo res tisto, kar imajo njihovi prijatelji. Mlajši pa navadno tisto, ali je vsako leto neka igračka popularna, ali pa mogoče sladkarije, ki jih vidijo na reklamah po televiziji. Kako pa poteka vaša akcija? Kdo zbere želje otrok, kdo jih potem uresniči? Ja, mi sodelujemo z območnimi zvezami, Zveze prijateljev mladine po Sloveniji. Njim prepuščamo celoten izbor otrok, ki sodelujejo v naših akcijah. To so ponavadi otroci res iz izjemno slabih družinskih razmer. Otroci napišejo svoja pisma, kjer si zaželijo res tisto, o čemer sanjajo, česar verjetno še nikoli niso dobili, imeli izpolnjenih takih želja. Potem mi ta pisma zberemo in na drugi strani imamo ljudi, dobre ljudi, ki pristopijo k akciji, si zberejo svoje pismo, poskrbijo za darilo. V večini primerov napišejo tudi par lepih besed, zapakirajo. Res, darila so izjemna, lepo zavita, ogromna. In to potem danes smo pripravljali vsa ta darila, jutri jih pa razvažamo po celi Sloveniji, tako da jih bojo otroci dobili še pred počitnicami. Kaj pa se, gospa Brumat, vas najbolj dotakne? So to odzivi otrok, tudi ljudi, ki želijo pomagati, močno povezana skupnost? Ja, odzivov otrok mi ne doživimo v živo, niti ne vidimo teh otrok, se nas pa toliko bolj dotaknejo vsako leto določena pisma, družinske zgodbe in pa na drugi strani te naši zlati obdarovalci, ljudje, ki poskrbijo za darila, ki pridejo k nam v skladišče, ki so ganjeni, ki imajo tudi svoje zgodbe, pa vseeno dajo del sebe v ta darila. In se mi zdi, da se ta radost v bistvu vleče iz obeh strani, od obdarovalcev do otrok. Jutri gredo, rekli ste že sami, darila na pot do centrov za socialno delo po vsej državi. Tam bodo poskrbeli, da bodo skrite želje otrok uresničene. Še to, kdaj pa začnete priprave za prihodnje leto? V bistvu sredi januarja oziroma proti koncu januarja zaključujemo letošnjo akcijo, naredimo nek tak rezime celotne akcije, pluse, minuse in plane za naprej. Potem pa mine kar nekaj mesecev, ko moramo tudi mi malo zadihati, se odmakniti od vseh teh zgodb. Moramo pa potem že zelo zgodaj začeti z otroki oziroma s temi našimi svetovalkami po Sloveniji, z učiteljicami, ki začnejo zbirati otroke, v bistvu pozivati otroke, da napišejo ta pisma. Naša akcija se precej zgodaj začne, mogoče nenavadno tudi za otroke, da jim moramo tako zgodaj reči, ne pišejo pisma trem dobrim možem, ampak da se celo to kolesje odvrti in da dejansko pridejo paketi do otrok pred prazniki, moramo začeti že kar zgodaj, se pravi malo po začetku šolskega leta. Gospa Brumat, hvala lepa za pogovor, vse dobro želim in srečno. Hvala lepa.